Zdaj pa seveda preden začnemo, najprej morda kratka predstavitev vseh mojih današnjih gostov. Začel bom tako, kot jih jaz vidim, in sicer imam najprej na svoji desni Milana Deklevo. Milan Dekleva je letošnji osrednji gost Vilenice, pisatelj in pesnik, ki ga slovenski javnosti seveda ni treba posebej predstavljati, hkrati seveda tudi prevajalec. Potem imamo, Milan, ja, poprosti, da te nisem kar odrezal. Hello everybody. Skratka, Milan Dekleva, potem imam dalje Janija Osvalda. Jani je pesnik z avstrijske Koroške, sicer pa tudi prozaist, esejist, skratka človek, ki se loteva številnih eksperimentov, številnega različnih žanrov ter vrst pisanja, ki je tudi seveda izredno dovolj poznan. Jani, lepo pozdravljen. Hvala in potem nadaljevanje pa imam jaz Kristino Hočevar. Kristina Hočevar je slovenska pesnica, predvsem pa jaz tudi rad pri njej zmeraj poudarim tudi to, da je dejstvo, da je slovenistka, kajti slovenistov nas je izredno malo in jaz moram reči, da pri Kristinini poeziji se izredno pač vidi ta občutek za jezik, ki ga jaz mogoče včasih v sodobni poeziji celo malo pogrešam. Kristina, lepo pozdravljena. Pozdravljeni, hello. Skratka, naš tuji gost, zaenkrat samo eden, je pa skratka Zoltan Danyi, madžarski pisatelj, rojen sicer v Vojvodini, tudi večinoma prozaist, ki ga prav lepo pozdravljam v naši bližini in seveda mu želim dobrodošlico na festivalu Vilenica, najprej preko ekranov, kmalu pa upam, da seveda tudi uživa. Hello everyone and it's good to meet you. Pozdravljeni vsi skupaj, lepo vas je spoznati. Skratka, zdaj pa, da mogoče vsem ne bi preveč okolišli, letošnja tema Vilenice je strah in pogum. To smo nekako izbrali po tistem, ko smo se kot žirija sestajali dobro leto, kakšno leto ali pa mogoče pol leta se začnemo sestajati pred festivalom in potem premlevamo razne teme, premlevamo goste, razmišljamo o tem, kakšni bodo dogodki leta in seveda letos nismo mogli mimo razmer, v katerih smo se pogovarjali, v katerih smo živeli, izredno napetih razmer, tako političnih kot družbenih. Po Evropi se je dogajalo marsikaj, med drugim to, na kar se bomo osredotočili tudi danes na današnji okrogli mizi, namreč eno veliko omejevanje recimo človekovih pravic, veliko izkoriščanje pandemičnih razmer za razne politične blokade, za politično utrjevanje na oblasti in tako naprej. Hkrati po drugi strani pa nekaj, kar je mene predvsem, ne bom rekel, da navduševalo, ampak mi je ponujalo neko upanje, to pa je tudi to, da smo videli znova pesnike in pisatelje na frontnih linijah, skratka, da so se tudi na ulicah znova zavzemali za svobodo govora, mišljenja, za človekove pravice, za delavske pravice, tam zunaj, hkrati pa zelo veliko delili recimo tudi literaturo in umetnost na spletu zastonj, v tistih časih, ko je bil marsikdo, ki pač si ne more privoščiti ali nima domače knjižnice, recimo obsojen na življenje brez knjig. Pa mogoče za začetek, tako kot sem se zamislil, eno predvsej vprašanje, ki me je kar veliko zaposlovalo v teh dneh. Veliko smo slišali o tem, kako je seveda v teh mesecih lockdowna, v času drugih omejitvenih ukrepov, kako je bila literatura ena redkih kulturnih dejavnosti, ki ni bila prizadeta, za razliko seveda od gledališča in drugih uprizoritvenih umetnosti. Se sicer lahko strinjamo, da literatura gotovo ni bila prizadeta v enaki meri, vseeno pa ne moremo mimo nekaterih pač problemov. Odpovedana so bila številna gostovanja, rezidence, s tem so seveda povezane štipendije, odpovedani so bili številni festivali, dogodki, marsikomu se je premaknil izid knjige, premaknil so se datumi projektov, povrhu vsega, da seveda družbena izolacija, stanovanjske razmere, stres pred grožnjo okužbe so samo povečale nekatere neenakosti v družbi in pisateljevanje že tako ali tako nikjer v Evropi ni med najbolj plačanimi ali pa najboljšimi
poklici, zato pisatelji vendarle imajo drugačne bivanjske razmere kot mogoče kakšni bolje situirani poklici in tako naprej. In nas mogoče za začetek mene zanima en tak pogled od vseh strani, recimo, kakšen je vaš pogled na to, je bilo vaše delo, so bile razmere, v katerih delate prizadete, ste neposredno občutili skratka stanje pandemije in epidemije, vse te ovire, ki sem jih omenil, ste prejeli kakšno pomoč od državnih in sistemskih institucij ali kako je s tem. Pa mogoče začnemo s slovenskimi razpravljalci, ker imamo tukaj seveda z dvema Slovencema in pa Janijem, ki živi na avstrijskem Koroškem, mogoče en tak pogled od tukaj, potem pa predajam tudi besedo našemu madžarskemu gostu. A bi kdo želel prvi morda spregovoriti o tej temi? Jani, mogoče lahko prosim najprej vas, glede na to, da izhajate vseeno iz malo drugačne perspektive, pa še vedno dovolj blizu naše situacije. Zame je osnovno vprašanje, a se sploh lahko preživljaš s poezijo, ne glede na epidemijo. In zame osebno je odgovor že od nekdaj bil ne. Ker sem pač osebno bolj zavil v drugo pot, namreč kot pravnik v gospodarstvu, teh podpor nisem potreboval in kot tak nisem bil prizadet. Vendar se stavi zame tudi eno splošno vprašanje, ne samo glede tega, lahko kot avtor, recimo poezije, življaš s tem, namreč tudi to, koliko podpore so dobili recimo gostinci, drugo gospodarstvo in kulturni delavci. In če to primerjamo, bolj vidimo tudi, kako je družba ocenila vrednost kulturnega udejstvovanja. In jaz moram reči, za Avstrijo lahko rečem, da je morala državna sekretarka, torej ministrica za kulturo, odstopiti, ker se ni dovolj brigala za kulturne institucije. Ne samo za kulturne institucije, ampak tudi za posameznike. V Sloveniji sem sicer od zunaj, sicer delam tudi v Sloveniji, ampak sem opazil sledeče, da je kulturni minister, da se je spravil nad posameznike kulturnike. Da je, na primer, ni hotel priznati statusa samo zaposlenega umetnika nekemu kritičnemu reperju. In da se je tako rekoč splošna situacija ob epidemiji še bolj drastično prikazala tudi za posameznike. To je moje opazovanje. Osebno pa povzamem, prizadet nisem bil tako, seveda ni bilo nastopov pa tako naprej, ampak zdaj v družbenem kontekstu pa že moram reči, da se vidi, da je država, vsaj za Avstrijo lahko govorim, pa tudi v Sloveniji opažam, da ravna s kulturniki. Skratka, hvala. Ja, Kristina, mogoče, če tebe, meni se je zdelo zelo zanimivo, kar je seveda Jani tukaj zdaj povedal oziroma poudaril, da seveda tega, kako je bilo ravnano s kulturo, seveda ne smemo in ne moremo niti gledati mimo tega, kako se je ravnalo z prekerci, kako se je ravnalo z, seveda posebej pri nas, kjer prekerci dobesedno večinoma pomeni tudi kulturniki, to je skoraj nemogoče ločiti. Skratka, da tukaj je epidemija razkrila tudi to, da ne gre samo za boj za pisatelje ali pa za preživetje pisateljev, ampak da so pisatelji kot prekerci seveda točno določen sloj tega prebivalstva, ki ga politike ponavadi spregledajo. Ja, v bistvu lahko pritrdim Janiju oziroma tvojemu povzetku, namreč v bistvu je v tej krizni situaciji se samo bolj skriminaliziralo ali pa je bilo še bolj izpostavljeno to, kar je že ta razmerja, ki so v družbi glede dela oziroma pol, v katerih delujemo, kakšno vrednost imajo. No?
Kar se tiče mene osebno, je ja, tudi lahko rečem, da pač moja pesniška zbirka je šla v februarju tako kot načrtovano, seveda pa so odpadli nastopi in gostovanja. Imela sem tudi svojo prvo razstavo, ki sem imela srečo, da je lahko bila odprta ravno v istem terminu, kot je bilo predvideno. Je bilo pa seveda odprtje, čisto odkrnjeno, 5 ljudi je lahko prišlo naenkrat, obisk je bil manjši pod vplivom ukrepov in tako naprej. Bila je pa na srečo odprta cel mesec, kot je bilo pač načrtovano. Zdaj jaz se s pisanjem pač ne preživljam tako kot Jani, tudi se v resnici nikoli nisem želela. Se ne prijavljam na štipendije, tako da v materialnem smislu nisem občutila te situacije sama osebno nikakor. Pač seveda so se pa pojavile druge stiske, druge skrbi. Moja skrb je bila osredotočena predvsem na duševno zdravje, pa seveda me je, ker učim, imam zelo stik z mladimi, z njihovimi stiskami, povezanimi s temi bivanjskimi oziroma stanovanjskimi situacijami. To je bilo pa nekaj, kar je bilo kar hudo spremljati, oziroma je nekaj, kar je pogosto v bistvu zanemarjeno, ta segment oziroma generacija. Kar se tiče pa, sicer se mi zdi pa, da zdaj ti si prej na začetku uporabil preteklih, kot da je že minilo. Ja, zdi se mi, da so to neke faze. Mene še vedno zanima, kakšni bomo v bistvu išli iz te situacije, oziroma kaj bo naslednje poglavje, ker se zdi, da je to še vedno te zgodbe, samo v različnih fazah. Ja, jaz sem uporabil pretekli, ker sem optimist, ampak načeloma smo pa seveda v razmerah, v katerih je težko biti optimist. Milan, ti si tudi nenazadnje zelo povezan z uprizoritvenimi umetnostmi, recimo nedolgo tega so se pogovarjala, da si spisal recimo opero in tako naprej. Kako pa si ti gledal na to situacijo? Vendarle je recimo gledališče pa absolutno je seveda bilo prizadeto celo do te mere, da seveda gledaliških predstav ni bilo ali pa so bile popolnoma drugačne narave, vendarle snemane gledališke predstave niso to, kar gledališče je. S tem, ko ti snemaš gledališko predstavo in jo, predvajaš po spletu, seveda postane to nekaj čisto drugega, izgubi se ta živost in stik s publiko, ki ga gledališče potrebuje. Ja, prav imaš, nisem bil toliko prizadet kot pisatelj, tudi jaz imam podoben status, kot ga imata Kristina in Jani. Vse življenje sem delal redne službe, to pa ravno zato, da sem nekako vsaj navidezno obdržal svobodo pri svojem ustvarjanju. Prizadelo me je pa zdaj, kar se tiče glasbe in gledališča, kot si rekel. Načrtovala sva, jaz sem napisal neko kantato, ki naj bi jo izvedli, pa potem jasno zaradi pandemije vse šlo po zlu, tako da je bilo treba počakati več kot 1 leto. Ampak predstavljam si pa problem kontinuitete v gledališčih. Publika vendarle izgubiš in to jo ni lahko dobiti nazaj, ali pa pri glasbenih nastopih je podobno. In to se mi zdi zelo komplicirano in posebej so bili na udaru po mojem mladi izvajalci, mladi gledališči, igralci in drugi ljudje, profili, ki se ukvarjajo z gledališčem in nimajo časa, da bi čakali, in to je za njih zelo stresno, jasno. Meni ni težko počakati, ker sem že se veliko naredil in se umiril, kar se tega tiče, je pa po mojem neverjetno stresno to za mlade ljudi, tako kot je rekla tudi Kristina. Ja, gotovo, odpadajo so tudi vaje, težko je karkoli, seveda v gledališču moraš imeti stik tudi z igralci. Seveda, in celi profili, ki morajo delati, govorim tudi o tehnični podpori gledališke predstave, so bili na robu, po mojem, preživetja ali pa so morali poiskati neke nove službe,
novo zanimanje, tako da so morali opustiti tisto, za kar so se prej najbrž zelo trudili. Ne? In te stvari se mi zdel res. Ta majčken virus je, o tem bomo govorili, je pa res en revolucionar, vendar nečloveški revolucionar, tisti, ki je preobrnil ta svet, ki je naredil ki ga je obrnil na glavo. No. In mislim, da se bomo še kar nekaj časa iskali. Ja, kasneje bomo veliko govorili o tem, kako se je to zgodilo, oziroma kaj se je v resnici zgodilo. Mogoče na tej točki seveda, da slišimo še našega madžarskega gosta in njegovo perspektivo. Predvsem me seveda zanima dvoje, ne, kako je bilo na Madžarskem poskrbljeno za kulturo in kulturnike, za pišoče, in pa predvsem, kako je pa seveda on doživljal to krizo oziroma omejevanje nastopov in podobno. I have to correct you a little bit because yes, I'm a Hungarian writer. Nekoliko vas moram popraviti. Sem madžarski pisatelj, vendar sem bil rojen v Vojvodini. Trenutno tudi živim v Vojvodini. Večino časa preživljam v Vojvodini. Pred pandemijo sem veliko več potoval, veliko sem hodil v Budimpešto, skoraj toliko časa sem preživel tam kot v Vojvodini. Toda zaradi omejitev potovanja večinoma nisem mogel prečkati meje skoraj celo leto. Zato sem se odločil, da ostanem v Vojvodini. Preživljam se z gojenjem vrtnic in vrtnice imamo v Vojvodini, to je majhno družinsko podjetje. Zato moram biti tu. Moral sem se odločiti, kje bom živel v teh okoliščinah, zato sem se odločil za Vojvodino, kjer delam z vrtnicami. Kot pisatelj nisem dobil nobene pomoči od madžarske vlade. Čisto iskreno pa niti ne bi sprejel denarja od te madžarske vlade. Tako da ni pomembno, ali so mi to ponudili ali ne. V vsakem primeru ne bi sprejel. No, mogoče še vendarle, kakšne so pa, seveda, vseeno najbolje veste, kakšne so pa razmere na Madžarskem v teh časih. Pač veliko slišimo iz poročil, veliko slišimo seveda, najbrž veste, da pri nas se dogaja nekaj, čemur pravimo urbanizacija, ta trenutek, skratka veliko denarja naših omejitev ali pa naše vlade trenutno prihaja z Madžarske, in je to mogoče vendarle tudi neke vrste napoved za Slovenijo, kaj se lahko zgodi. Skratka, kako, ali je madžarska vlada seveda izkoristila pandemijo tudi za druge reči? Definitely yes. Zagotovo, ja. Kolikor vidim, je madžarska vlada okrepila svojo oblast do nezmerne, do nemogoče meje. Pandemijo so izkoristili, da so pridobili veliko moč v politiki. Toda niso pa veliko naredili, da bi preprečili širjenje virusa. Niso se dobro odzvali na noben način, v nobenem smislu. Propaganda pa še vedno deluje tako učinkovito, da večina Madžarov verjame dejstvom, ki jih predstavlja madžarska vlada. No, zdaj smo seveda pri drugem vprašanju. Hvala za tole, ker mislim, da je tudi dober uvod v to drugo vprašanje, ki sem ga imel v mislih. Namreč vseeno mislim, da se zdaj da smo v enem zanimivem prekarnem času, zanimivem seveda rečeno zelo pogojno, ko
lahko govorimo o dveh stvareh. Po eni strani zagotovo trenutno pri nas in mislim, da povsod po Evropi prihaja do nekega razrasta sovražnega govora, do nekega razrasta tega lažnih novic, seveda povezanih danes seveda tudi s pandemijo, z raznimi teorijami zarote glede pandemije in podobno. In gotovo se kar veliko javnosti ali pa veliko, bi jaz rekel, kritične javnosti strinja, da je to treba zajeziti mogoče glede načinov, na katere to lahko zajezimo, se še ne strinjamo ali pa nismo našli dobrih rešitev, ampak obstaja, mislim, da nek konsens, da je seveda treba zamejiti posebej sovražni govor, neonacizem, recimo, ki se prebuja marsikje po Evropi. To je po eni strani, po drugi strani pa seveda obstaja upravičen strah, da kako hitro bomo začeli omejevati svobodo govora, izražanja na spletu, da bomo seveda trčili ob to, da bodo to izkoristile v tem primeru ne samo nacionalni sistemi, ne samo države, ampak tudi korporacije. Ne nazadnje vemo, da recimo, ko je Facebook zatrdil, da zaostruje preganjanje lažnih novic na svojem omrežju, je med drugim brisal tudi razne anarhistične objave levice, recimo aktivistov in tako naprej. Nekaj podobnega smo ugotavljali recimo mi pri zakonu o vodah, kjer je nekaj časa so bile nekatere strani povezane z agitacijo proti referendumu celo umaknjeno, oziroma je bilo nemogoče deliti določene objave. Zdaj me tu zanima, kako vi vidite to dilemo, vendarle gre za poklice, vi ste poklicno vsi ukvarjate z govorom, hkrati veste, kakšni so lahko učinki jezika, kakšni so lahko učinki povedanega, zapisanega, kako vi vidite, kje je ta meja med, kako lahko omejimo sovražni govor in mogoče lažne novice, ali mislite, da je to seveda sploh treba omejiti, in po drugi strani seveda, kako preprečiti, da nam ne bi državni sistemi in tako preprečevali recimo kritiko vlade ali pa kritiko ravnanja ob epidemiji in podobno. Mogoče tokrat začnemo kar z madžarskim gostom, gremo obratno vrstnem redu. I was thinking about this question a lot. O tem vprašanju sem veliko razmišljal že pred leti, že pred pandemijo. Poskušal sem odgovoriti na to situacijo že velikokrat. Vendar mislim, da je to zelo težka tema, zelo težko vprašanje, kako se s tem ukvarjati. Ko sem dobil vabilo na Vilenico, sem bral avtorja. Včasih ne berem tega veliko, vendar v času, ko sem dobil vabilo, sem bral eno od njegovih elegij o kruhu in vinu. V tej pesmi sta dve vrstici, za katerim menim, da odgovorita nekako na temo letošnjega festivala strahu in poguma. Menim, da je to dober odgovor. Ti vrstici govorita o življenju na meji in o tem, da ostajaš buden po noči. Mislim, da potrebujemo pogum, da živimo. Menim tudi, da potrebujemo pogum, da ostanemo budni v tej noči, v kateri smo se znašli. Res menim, da smo v globoki temi. Kot pisatelji mislim, da imamo le eno, kar lahko storimo. Pišemo, uporabimo besede. Mislim, da se moramo potruditi zato, da kar najbolje pišemo, in to je morda edini odgovor, edini legitimni odgovor na to situacijo.
da se potrudimo pisati kar najboljšo literaturo, kar lahko, in da dela govorijo namesto nas. Nisem prepričan o tej situaciji, kako lahko na njo vplivamo drugače kot z literaturo. Po mojem mnenju je naša naloga, da ostanemo budni v tej noči in da opazujemo, kar se dogaja v nas, okrog nas, in da poskusimo poimenovati stvari, ki jih vidimo, jih definirati. Še enkrat, potrebujemo pogum za to, da opredelimo, kar vidimo. Mislim pa, da potrebujemo pogum ne zato, da bi odgnali to temo, ampak samo, da jo opredelimo. Ne nujno, da se borimo proti njej. Nisem prepričan, če bi se morali boriti proti njej ali ne. Vsekakor pa moramo opazovati, kaj se dogaja, in povedati to, kar vidimo. No, mislim, da je to sjajno izhodišče, drugače mislim, da je Špela mogoče prislišala Friedrich Hölderlin, mislim, da je tale Brot und Wein elegija, ki jo je avtor omenjal, mislim, da sem se prav spomnil tudi Milan Kima, tako da domnevam, da imam prav. Kako to vidijo morda seveda slovenski gostje oziroma gostje Jani seveda z Avstrije, kako je ta pogled pri nas? Je to nekaj, kar lahko kot pisatelji bolje razumemo in mogoče imamo kakšne rešitve, ali je to nekaj, za kar nimamo mogoče prave rešitve še zaenkrat? Mislim, da pisatelji tukaj ne izstopamo. Sicer pa je to res dilema. Na eni strani je epidemiološko potrebno, da se tudi omejijo stiki. To ja, ampak vprašanje je pač, po čem si orientiramo glede kulture. Po nočni gastronomiji, po fitnesih. In sploh, če tako opažam, kaj se je dogajalo, reči, da ni bilo dovolj jasno, kje in kdaj pa komu. Da je bilo treba v določenem trenutku tudi zaiti v en lockdown, to že razumem, ampak vprašanje je recimo teh sprostitev. To je bilo zelo zanimivo vprašanje, ker sem primerjal naprimer med Slovenijo in Avstrijo in smo seveda v poročilih slišali, kako delajo v drugih državah. Tu se je videlo že, da so pač na delu različni lobiji. Kulturniki nimamo dovolj močen lobby, ki bi vplival na politiko. To je ena stvar, tako je kot objektivna dilema. Drugo je seveda izkoriščanje takšne situacije za cenzuro, za kako bi rekel, tudi kršenje demokratičnih pravic, demokratičnih dosežkov v družbi. In tu bi rekel, da so antidemokrati ali pa avtokrati bojo vedno našli vse mogoče povode, da pač delajo to, kar hočejo. In epidemija je bil res lep povod, ker je to neko splošno ogrožanje od zunaj, je splošna nevarnost. Seveda nekaterim bi se zdelo zelo prav, da izhaja ta nevarnost iz ene dežele, iz enega konca, se to že ogrožanje oziroma takšna stresna situacija za družbo je seveda za populiste ena izjemno dobra situacija.
treba je najti samo enega krivca ali pa določene krivce in lahko usmerjaš tisto, kar je mogoče potrebno tudi v kako bi rekel, po mojem, v različnih državah so pač bili gospodarski, v glavnem gospodarski, ki so lobirali za odprtje hotelarije ali pa tega in tega. V določenih državah in k tem sodi tudi Slovenija, pa se je to razvilo izrecno tudi do določenih političnih nasprotnikov oziroma skupin. To me, kako bi rekel, globoko skrbi, kako bo to šlo naprej. Mogoče Kristina pa Milan, ker sta predvsem skratka pesnika, no Milana, jaz vemo, da seveda ni samo pesnik, nobeden od vas ni samo ena stvar, ampak recimo, ker sta tudi pesnika, bom raje tako rekel. Zdi se mi zelo pogosto v slovenski literaturi, da recimo je poezija, se mi zdi, najbolj v stiku z neko družbeno realnostjo, morda zraven gledališča, medtem ko roman nekako caplja tukaj zadaj. Kako pa je sploh, kako se pesniki odzivajo se pravi, na neko družbeno trenutno situacijo? Vemo, pogosto se pogovarjamo o angažirani poeziji, kaj je to angažirana poezija, ampak v tem primeru recimo smo imeli, kot sem rekel, pri nas v Sloveniji na protestih je bilo zelo močno intelektualno, prisotnost intelektualcev, pesnikov in pisateljev, ampak a lahko pesnik, ki se, ne vem, z svojim telesom postavi na barikade na protestih, a to že avtomatično, a mora biti tudi na barikadah z svojim pisanjem, oziroma kako je lahko na barikadah s svojim pisanjem, bom raje tako vprašal. Najbrž to neka dobesedna dnevno-politična poezija gotovo ni, no? Okay. Ja, zdaj se mi zdi, smo malo že naprej preskočili, ampak ja, zdaj v resnici se mi zdi, da je to stvar čisto neke osebne odločitve, nekega v končni fazi značaja, stališča, ki ga imaš do tega, a je učinkovito, vredno s telesom, ne protestirati oziroma biti na barikadah s tem izrazom, ali moraš to v poeziji početi zelo direktno, oziroma pri nas je, se mi zdi, dosti močna neka linija ali pa neke pesnice, bom rekla, no, še bolj kot pesniki, ki to zelo tudi na deklarativni ravni, zelo povezavi z različnimi aktivizmi počnejo, ne. Pa hkrati nič manj vredno umetniško, no, ker se to zelo rado vzpostavlja te povezave, vredno ali ne. Po drugi strani so pa različne linije, kjer lahko to na nek drug način, ne bom rekla, bolj sofisticiran, ampak ne toliko direkten in ne tako deklarativno političen. Utrjuješ, ali pa saj jaz v bistvu pravzaprav vidim svojo pozicijo v tem, da utrjujem nek upor ali pa protest, kritiko na način, da že v osnovi izhajam iz kritike prevladujočih sistemov mišljenja in delovanja. Zdaj vprašanje je, koga to dosega, ne? Se mi zdi, da a to neko tisto beročo skupino ljudi, ki pač konzumira umetnost oziroma poezijo, kdaj ima to širši domet, to se mi zdi pač tisto drugo vprašanje. Ne vem, če ga ima, ne? Bojim se, da nima tako širših učinkov, ne? Ampak sej nič za to, ne? Sej na mikroravneh se veliko dogaja in se mikroravni povezujejo in potem so lahko širši učinki. Tako da, ja, to se pa povezuje, se mi zdi, tudi s tem, kakšno moč ima sploh literatura v družbi, ne. Zdaj, poezija konkretno pri nas. Zdaj, najbolj sem bila jaz soočena s tem, ko sem bila recimo pač ne v Evropi, ampak v Nikaragvi na Kitajskem, ne, kjer sem se recimo znova zavedla, da sej pač v poeziji, tudi v moji konkretno, ne, slovenski, če berem v Nikaragvi ali pa na Kitajskem, ima čisto neko drugo
vrednost oziroma je lahko nekaj ogrožujočega, ne? Medtem ko pri nas tega ne doživljam tako, ne? Oziroma najbrž ni tako. Ne? Spomnim se tudi neke turške avtorice, ne? Ki je pa recimo razlagala, kako so pa pravzaprav že vsi njeni prijatelji bolj ali manj bili v zaporu zaradi svojega pisanja. Zelo je odvisno, kakšno pozicijo ima tudi literatura v družbi, se mi zdi, ampak ja, vsekakor pač tako, kot je Zoltan rekel, pač pisati oziroma biti buden, ne. Zdaj pa na različne načine, se pravi, se mi zdi, da so in značajem in v končni fazi, kaj je imperativ tvojega pisanja. Ja, predvsem je zanimivo tudi seveda to, da Milan, mogoče tole zate, predvsem je zanimivo seveda tudi, da v poplavi nekih lažnih novic ne postaja situacija taka, da recimo realno že malo prehiteva fikcijo. Ne? Ti si znan po tem, da recimo v tvojih romanih je tudi neke absurdistične elementi, imaš recimo zaplete, ki so izredno, ne vem, komični in v katerih recimo včasih se zdi, da se vesolje zaroti proti posamezniku. Tukaj pa imamo zdaj, res živimo v času, ko se zdi, da se je res povečala pač prisotnost nekega mišljenja ali pa dojemanja tega, da se je realnost res zarotila proti nekaterim ljudem, proti posameznikom in da vse v tej realnosti deluje nekako ogrožujoče zanje in da ne moreš verjeti ne uradni, ne vem, interpretaciji dogodkov, ne medijem, ne oblasti, ne stroki, ne znanosti, pravzaprav več nikomor. No? Ja, imaš prav. Jaz bi se tukaj najprej navezal tudi na Zoltana. On je rekel, budnost, ampak ne tako, da bi temo skrivali, ampak tukaj bom jaz nadaljeval, strinjam se, temo je treba zdržati. In znotraj nje najti razpokov, iz katere bo sklila ena lepa nova vrtnica. Zoltan to ve, kakšen čudež to je. Kar se tiče angažirane literature, jaz mislim na podoben način kot Kristina, nisem pristaš tistega direktne izpostave, ker ne verjamem, da lahko ponavljamo neuresničene želje Majakovskega. Oblak v hlačah imamo vsi, ne? In kako gre to, bom skušal ponazoriti z nekim citatom, ki ga imam pred sabo, ki se mi zdi, da je sjajna iztočnica za to, o čemer govorimo. Namreč veže se tudi na Edvarda Kocbeka in na njegovo dvojico, komplementarno dvojico Strah in pogum. Drago Jančar, en morda najboljših evropskih pisateljev sodobnih, začenja svoj esej z naslovom Umetnost, čas in zgodovina takole. V zbranem delu Edvarda Kocbeka najdemo v drugem delu 7. knjige med osnutki, ki si jih je Kocbek zapisoval na razne listke, tale zapis. In zdaj Jančar citira Kocbeka. Jaz in čas imava med seboj skrivnostno razmerje. Prav je, da je človek do časa izzivalen, da povzroča gibanje in procese, in vendar človek ne more vplivati na čas povsem določno in jasno. Nihče ne more vedeti, kaj bo s svojim vplivom in voljo na čas povzročil. Revolucija sicer spremeni obstoječe stanje, toda svojih ciljev nikoli ne doseže. Umetnik je bolj skladen in srečen, čeprav nemočen. Ve namreč, da mora le vplivati na čas, ne more pa ga spremeniti. Tukaj bom končal s tem citatom, ki se mi pa zdi bistven. Namreč, kaj Kocbek govori? Govori to, da revolucija res lahko preobrne svet, kot sem že prej rekel, kar je naredil tudi nek majčken parazitek.
vendar ga ne more, vendar nima to, kar povzroči, pravzaprav nima nekega dolgega odmeva, niti ne more prinesti nekih novih vrednot. Z umetnikom pa je tako, da sveta ne more spreminjati, lahko pa nanj vpliva. Kaj to pomeni? To ni čisto navadna, ni paradoks. Kocbek je namreč prepričan, da je treba svet spreminjati preko revolucije v glavi, oziroma preko, ne samo v glavi, v srcu in glavi. To je bistveno pri Kocbeku, skratka. In vsem personalizmu, jasno, da je treba spremeniti človekovo bistveno, to je čustveno in eksistencialno prizadetost. In tukaj bi se jaz navezal tudi na vsa ta, kaj bi rekel, brbljanja preko novih elektronskih družbenih omrežij, ki so seveda prazen ništrc. Zakaj? Prvič zato, ker se ljudje niti ne podpisujejo, ampak ostajajo zavestno anonimni, se pravi, pogum odpade, bojijo se pa tudi ničesar ne, saj jim nihče ne more škoditi. Skratka, ostajajo neke prazne lupine brez duše in srca. In tukaj se mi zdi, da moramo se spopasti z nečim, kar je za človeka bolj izzivalno. Namreč, kakšno vlogo pri tem igra znanost? Že dolgo mislim, da so nam tehnološka pomagala ušla iz rok in da delujejo nekako samodejno, mimo človeka, in da načenjajo njegovo lastno substanco. In zdi se mi, da bo ta upor oziroma poskus predrugačenja človeka, vrnitev neke občutljivosti za drugega, ki pa ni samo neka lokalna občutljivost, niti ni vezana na neko sredino ali pa nacionalnost, niti ne na en sam jezik, ampak je planetarna v smislu tega, da mora biti univerzalna, ker drugače enostavno nima svoje metafizne dimenzije. Tako za začetek. Hvala, Milan. Ja, vsekakor je to dober začetek, če bi seveda tle nekje začeli. Jaz se bojim, da vmes smo za trenutek zagledali Stefana, ki pa je potem tako izginil, tako da ne vem, kaj se je zgodilo, očitno slabe povezave. Jaz mislim, da se bomo mogli danes pač kar zadovoljiti s tem, da smo samo mi tukaj sogovorniki. Jaz bi zdaj mogoče malo še, večkrat smo slišali danes na tej okrogli mizi pač nekaj o odgovornosti pisatelja, predvsem pa o tem, kako seveda literatura ali pa pisatelji v tem času so seveda izgubili svojo moč. In morda me tukaj na tej točki zanima, zdaj smo vendarle, živimo tudi včasih, ko znova ugotavljamo, da marsikje, to je tudi Kristina recimo omenila, pisatelje zapirajo ljudi, ki pišejo, zdaj ne nujno pisatelje samo fikcije, govorimo seveda tudi o novinarjih, govorimo o kolumnistih in tako naprej. Skratka, zapirajo v Belorusiji, zapirajo v Turčiji, ne nazadnje, če pogledamo tako, seveda tudi pri nas dobivajo visoke kazni za izražanje svojega mnenja in političnih prepričanj. In ravno to je zdaj seveda, ker živimo v tej dobi, ko je literatura izgubila svoj pomen, so ga izgubili seveda tudi pisateljska društva. Včasih tudi vemo, tudi Vilenice, vendar je festival, ki je nastal iz tega nekega želje po krepitvi povezave v Srednji Evropi, pa hkrati podpore nekem recimo disidentskim avtorjem tistega trenutka. Kako gledate seveda kako gledate na to perspektivo, ne? Lahko zdaj seveda, če bi živeli v starih časih, jaz mislim, da mogoče vendarle lahko govorimo, da so se vmes
ta strukture moči, ki so se spremenile, seveda vplivajo tudi na to, da so pisatelji in pa vsi, ki živijo od peresa, precej manj zaščiteni, imajo precej manj tudi mednarodne zaščite, kot so imeli nekoč, ali se pa jaz mogoče motim, ko govorim pri tem. Posebej mi je pa to zanimivo, ne, navezavi s tem, če morda, mislim, ne vem, kako je drugod, ampak v Sloveniji ta trenutek se knjige zelo dobro prodajajo in imamo občutek, kot da, vsaj seveda mi založniki, kot da doživljamo neko vrnitev knjigam. Knjige se zelo dobro prodajajo, hkrati pa se mi zdi, da še vedno govorimo o isti nemoči pisatelja in pisateljskih društev. Kako torej zaščititi v današnjem času, oziroma a smo mi še danes sposobni zaščititi beloruske kolege, zaščititi kolege recimo iz držav, kjer jih zapirajo, kjer jih skratka preganjajo. Ne vem, koga bi pozval. Jani, mogoče vas, ker... Ja, to je težko vprašanje. Vi ste rekel, da so se strukture očistile. Ja, to je dejansko tako, da so se razpršila tudi javnost. Ja, oziroma se pač javnost ni več ene javnosti. Ne? Torej, kakor pri Radenskih so različni mehurčki, vse skupaj pa eksistira včasih paralelno. Seveda je v takšnih okoliščinah tudi težje za pisateljska združenja. Čeprav to me seveda tudi popelje v tisto vprašanje, kaj je odgovornost pisateljev. Do določene mere javne osebe in imajo določeno odgovornost, ampak vprašanje je seveda tudi, kateri strani stoji. In ne govorimo zdaj o pandemiji, pa o trenutni situaciji. Poglejmo malo nazaj, recimo na razpad multietnične Jugoslavije. Kje so tedaj bili pisatelji? Eni so bili na strani nacionalistov, drugi so bili na drugi strani, tretji pa niso bili nikjer. Kakor je pač to v življenju. Ne? In spomnim, ne mislim samo na pisatelje, sploh tudi na celotno intelektualno Slovenijo, ne? Če pomislimo na izrazito politično vlogo, ki jo je zavzemala Srbska akademija znanosti in umetnosti v določenem primeru. Se pravi, tukaj ne gre za to, da enačimo, da mislimo, da so pisatelji neka, kaj se vem, vzvišena, etična, moralna instanca. To ni res. Eni so tu, drugi so drugod. In konec koncev bojo potomci tudi ocenili, kateri strani je kdo stal. Torej, jaz ne verjamem v tisto splošno vlogo pisatelja. Je pa posameznik seveda pozvan, da se tudi opredeli, kje stoji. In ker tudi potem se ves čas govori, kulturniki morajo zavzeti stališče. Tudi celo tako rekel, tudi pravica do oportunitete. Ja? To je pač oportunist. To je konsekvenca. Zoltan, morda to vprašanje tudi seveda naslavljam nate, kako ti vidiš razmere, v katerih nenazadnje tudi na Madžarskem seveda razmere za kritične novinarje in vse pišoče niso tako benigne, no?
Yes, I would like to refer to Christina first. Za trenutek bi se navezal na Kristino. Če sem prav razumel, je rekla, da pesniki in pisatelji nimajo širšega vpliva. Mislim, da je enako na Madžarskem. Pisatelji nimajo pravega vpliva na družbeno življenje, vsaj ne več. Ne vem, kako bi to spremenili. Razen tega, kar sem rekel prej, da se moramo osredotočiti na pisanje in pisati dobre knjige. Če nam to uspe, je to največ, kar lahko storimo. Če bralci potrebujejo naše knjige, so knjige tam za njih in pisatelji so tam za njih. Če jih pa ne potrebujejo ali jih ne želijo brati, bi jih vseeno mi morali pisati. Če ne berejo naših knjig, pa jih prosim, da naj nas ne prosijo za naša telesa, če ne berejo naših knjig. Ne bomo protestirali neposredno, če ne berete tega, kar pišemo za vas. To bi bil moj predlog glede te kompleksne situacije. Navezal bi se tudi na to, da skupnost ni ena skupnost, gre za te mehurčke, vendar to dela življenje zanimivo. Morda je nekoliko strašno, ampak vseeno zanimivo. S tem lahko nekaj storimo kot pisatelji in to je popolno. Vendar pa moramo sprejeti to, kar je. Ne želim nujno spremeniti tega, kar vidim kot nekaj slabega. Ne želim tega nujno spremeniti, želim samo razumeti. Upam, da bo vpliv prišel skozi knjige in ne skozi neposredno vplivanje. Kot je Kristina rekla, nimamo širšega vpliva. Je zapleteno. Mogoče na tej točki, Kristina, Zoltan je veliko se navezoval nate in na tvoje odgovore. Zanimivo se mi zdi recimo tudi seveda to, je seveda tudi vprašanje, zakaj pisatelji danes nimajo več vpliva. Tudi to jaz mislim, da je ena izmed zanimivih vprašanj. Pa kako pa ti gledaš vendarle na to stanje? Jaz zdaj malo seveda gledamo operativno, moje vprašanje je bilo mišljeno tudi operativno, kako pač naj katerakoli organizacija, kako naj v tej dobi, kakorkoli, brez neke finančne strukture, brez nekih možnosti sploh poskrbi recimo za člane, ki so v nevarnosti, ki jih preganjajo. Po drugi strani pa ravno ta nemoč pisateljev nekaj pove, mislim, da v družbi, kjer so pisatelji seveda spet ogroženi, ali pa pisci, rekel, kjer je kritična misel ogrožena, seveda točno to govori o tej družbi, da pisatelji nimajo v njej moči, oziroma pisci, oziroma kritična misel. To je pač vzročno, posledično je to povezano kot kura in jajce, težko je to med sabo ločiti. Ja, sej zato je tudi težko podati odgovor, se mi zdi. Zdaj ti si začel slovenskim penom, oziroma s penom. Zdaj, kar se tiče slovenskega pena, smo lahko ob novi predsednici brali, kako je imel slovenski pen izjemno zgodovino, kako se je vsakič uprl totalitarnim režimom, bil kritičen do nekih nacističnih, fasističnih trendov, oziroma vzgibov proti pregonu komunistov in zažiganju knjig je bil, skratka, je bil zelo učinkovit. Zdaj izjava oziroma letošnje poslanstvo ne bi se dotikalo tega, se pravi, predvsem vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pa posledično vse večje resnice. Zdaj se mi zdi, da jaz težko rečem kaj o učinkovitosti pena, zdi se mi, da gre predvsem tukaj za neko simbolno gesto pogosto, ki pa seveda ni zanemarljiva. Tudi pač
neko izjavo podati in javnosti in širiti in promovirati te ideje. Zdaj premalo nekih konkretnih primerov poznam, ampak so pa, ko je organizacija lahko zaščita pisateljske disidente ali jih pa pač ni. Zdi se mi, da mogoče takrat, ko je bila ta možnost, da so nekoga preselili iz države, kateri je bil ogrožen oziroma ni mogel ustvarjati ali pa se je sam preselil, da je tem lahko nudi neko podporo. Zdaj, zakaj je pa, in v resnici je tako ravno ironično, da v državah, kjer si ogrožen, ima tvoja beseda, imaš večjo moč, oziroma je tam, kjer pa lahko prosto ustvarjaš, se zdi pa, da se bolj vse se na isto neko raven, oziroma vse se stopi. Tako da to je nekaj, o čemer sem danes ravno razmišljala, kako je to pravzaprav ironično. Kakšna je pravzaprav moč kritike, dokler je kritika omogočena, oziroma če nisi zaradi tega zelo sankcioniran. Tako da nekega modrejšega odgovora ta hip nimam. Ja, prav gotovo mi tukaj seveda ne bomo rešili ne sveta, ne družbe, ne penov, ne ničesar, to vendarle ni naša naloga. Jaz bi mogoče za konec, da počasi zaključimo s pogovorom, jaz vseeno ne bi tega vlekel preko teh video povezav predolgo, da še koga ne izgubimo, predvsem pa seveda ne izgubimo občinstva, ki tole z nami gleda. Na tej točki bi seveda že zdaj povabil, potem jih bom seveda še enkrat, da pridejo v živo na dogodke. Jaz mislim, da vendarle festival je tisto, kar je, in Vilenica gotovo hoče in želi biti festival, na katerem se srečujemo avtorji, ustvarjalci, podporniki in seveda svojimi bralci, in kjer literatura živi neko svoje družbeno življenje, ki nikakor ni nepomembno, in kjer jaz mislim, da tudi dajemo literaturi neko, bom rekel, vidnost ali pa mogoče ne vidnost, tudi moč, ne nazadnje ravno s tem, da skratka delujemo v literaturi. Bi vas morda vprašal še eno, v bistvu pravzaprav zelo kratko vprašanje. Skratka, Kristina je že enkrat vmes omenila, da sem bil preveč optimističen in govoril o teh stvarih v preteklosti. Ne bom vas spraševal, kdaj bo novi val ali pa kar podobnega. Prej bi vas vprašal, ali ste vendarle optimisti ali pesimisti glede na to, kakšna bo ta nova normalnost? Vemo, da veliko govorimo zadnje čase o neki novi normalnosti, pri kateri si je težko predstavljati, kaj pravzaprav bo. Zdaj, danes smo govorili seveda o tem, kako politika izkorišča pandemijo, govorili smo marsikaj. Jaz sem vmes vendarle tudi nakazal, da so bile nekatere pozitivni učinki epidemije ali pa nepozitivni učinki epidemije, da ne bom se narobe izrazil, absolutno epidemija nima nobenih pozitivnih učinkov, pozitiven je lahko samo odziv na njo. Kako vi gledate, skratka, prav gotovo še pandemija ni konec, prav gotovo gremo še najmanj en val, še verjetno kakšno zaprtje družbe, ampak ali ste vendarle ohranjate nek optimizem, da bomo iz tega išli kot da se bomo nekaj naučili vendarle iz tega, ne nazadnje, kot smo slišali, pandemija je razkrila, ni prinesla ničesar novega, je samo razkrila to, kar je ves čas bilo v družbi in razgalila to do neke mere. Skratka, se lahko kot družba nekaj naučimo iz tega, da smo zdaj videli tukaj res zelo golo resnico družbenih neenakosti, moči, ali vendarle mislite, da je pač pogled bolj pesimističen in da bomo iz tega res išli neko novo normalnost, ki bo morda spremenila človekove, delavske pravice in svoboščine in celo neka razmerja v svetu. Skratka, mogoče samo v kratkem, kako se vam zdi, kaj se bo na koncu tega zgodilo, kakšna bo ta nova normalnost, in morda spet dajem besedo Zoltanu za začetek. I think yes, there is a Mislim, da ja. Mislim, da se odvija zanimiva razprava v Evropi. Razprava je o tem, ali se cepiti ali ne. Nekateri menijo, da če se ne cepimo, da to prepreči, da nas ta posameznik okuži.
vprašanje morda ni samo socialno, ampak tudi filozofsko, nanaša pa se na svobodo v situaciji, kot je ta. Upam, da bomo na koncu prišli do točke, ko se bomo lahko strinjali, da to, da se ne cepimo, ne daje več svobode, ampak manj svobode. Ali manj svobode. In ne daje več svobode, ampak manj svobode tudi drugim in tudi temu posamezniku. Res je zanimiva razprava in res me zanima, kakšen bo razplet. Kakšen bo razplet glede svobode. In da si lahko svobodno odločimo, da se ne cepimo. Da s tem ogrožamo svobodo drugih, da živijo brez okužbe. Jani, mogoče kako si ti zamišljaš ta izstop iz pandemije? Jaz upam, da vendarle vsi mislimo tudi na to, da seveda bomo izstopili iz teh razmer. Jaz ne bi odgovoril zdaj epidemiološko, ker nisem zdravnik, pa tudi nisem prerok. Zdaj smo na začetku 4. vala, upam, da 5. ne bo. In da bomo koliko živeli. Ampak, če gledam na okoliščine, naša tema je strah in pogum, dvojčka. Strah in pogum. Jaz sem tudi nekje, jaz vidim tudi neki dvojici, sem na eni strani optimist, na drugi strani pesimist. Pesimist sem, ker mislim, da se družbena razhajanja prekratijo, da so centrifugalne sile v družbi, da se čedalje, da bo prišlo do čedalje večjih družbenih trenj in družbenih konfliktov. Prav ob kriznih situacijah. To je ena stran. Na drugi strani sem optimist, ker vidim tako v Sloveniji kot v Avstriji, tudi na Madžarskem, povsod vidimo krepitev, prerojevanje civilne družbe, civilne iniciative, ki so tukaj, ki so vidne. Eni kolesarijo, drugi hodijo na cesto, tretji najdejo druge oblike. In to je že, to me navdihuje in mislim, glede tega smo lahko optimistični. Kako se bo to pol razvilo in kaj bo rezultat vsega tega, ga pa ne vem. Samo ni tako, da smo zdaj tako rekoč predani usodi in mislim, da je dosti ljudi, ki mislijo vzeti svojo lastno usodo v lastne roke. To je vse, kar to. Ja, usodo v lastne roke, gotovo je pozitivno vsaj ta del tukaj. Kristina, mogoče tebe vprašam, kako si ti optimistična, pesimistična glede družbe in dogajanja? Ja, se sta že oba, torej Zoltan in Jani, povedala nekaj stvari, ki se mi zdijo ključne. Vprašanje svobode je nekaj, o čemer sem jaz premišljala, zamislim se zelo bistveno na tej točki, zaradi tega, ker je ves čas pravzaprav govora vzporedno razen zdravstvene situacije s tem, ali bomo bolj svobodni ali manj svobodni, če bomo cepljeni ali ne bomo cepljeni. Predvsem tudi v končni fazi, ali pa v prvi fazi v povezavi s tehnologijo, ki nam omogoča tudi ta pogovor. V tem trenutku, v bistvu tako se mi zdi, na ravni posameznika oziroma posameznice je definitivno so lahko optimistična. In so vzniknile neke iniciative, ki so nekemu, bi rekli, polnejšemu, vrednejšemu življenju, če poenostavljeno povem.
Zdaj širša slika se mi ne zdi toliko svetla, ampak se že prej ni bila hudo svetla. Tako da v bistvu neka svoboda v filozofskem smislu, no, čisto grobo rečeno, je tisto, k čemur se mi zdi smiselno težiti in najti znotraj teh družbenih širših okvirov, ki pač niso navdihujoči, ampak najti nek svoj fokus in izid oziroma ostajati buden in v končni fazi pač kritičen, ne, in osmišljati ta svet, ne, čeprav se zdi, mislim, je to težko, velik izziv, ampak pač to je življenje. No. Ja, mislim, da si to zelo lepo povedala. Vsekakor mislim, da se vsi strinjamo, da to je, mislim, tako je to življenje, nikakor nismo niti pričakovali, da bo lahko ali pa kakorkoli, ampak vesel sem, no, da ste vsi odgovorili z neke vrste optimizmom in da vendarle vidite tudi nekaj svetlega v tem. In za konec sem seveda prišparal Milana Deklevo, ne samo zato, ker je osrednji gost letošnje Vilenice, ampak ker pričakujem, da bo njegov odgovor najbolj optimističen, kolikor Milana poznam. Skratka, Milan, kako pa ti gledaš, kaj se bo zgodilo na koncu, ko bomo res prišli iz tega tunela na svetlo stran, kakšna bo družba izšla iz epidemije? No, jaz predvsem sem se malo zagrozil pred tem terminom nova normalnost. Če si pa česa ne želim na tem svetu, pa si ne želim nove normalnosti, sploh nobene normalnosti. Kajti, če kaj smo literati in pesniki, smo potomci šamanov in kasneje tudi tistih tolmačev, ki so povezali nebo in zemljo. Skratka, smo potomci tistih moči, univerzalnih moči, ki odpirajo človeka v globino in v temo. Skratka, ne želimo si normalnosti in tudi, kar me pri tem pogovoru danes rahlo moti, je to, da od literature zahtevamo neko moč, govorimo, nimamo več moči. Moramo najprej povedati, kakšne moči. Če govorimo o politični moči, potem smo lahko veseli, da literatura te moči več nima. Kajti to bi bil res konec ustvarjalnosti. Da je literatura kritična do oblasti, se mi zdi nekaj povsem normalno, zdaj pa govorim o normalnosti. Kajti treba je literature, da, ko smo govorili o vrtnicah, tako kot cvetovi dajo neko barvo temu življenju, tako daje tudi literatura, ampak literatura jo lahko daje življenje ravno kot obrobnost, kot tisto, kar se dogaja na videz obrobno, v neki preveč napeti politični situaciji. Mi kar naprej se vrtimo okrog politike, čeprav politiki nismo, kvečemo njeni oponenti. In zato bi končal, če smem, spet z nekim citatom, rad citiram, ki jo tuje misli boljše od mojih. Zdaj bom končal s citatom Karla Jaspersa, ki pravi takole, kar se tiče politična krivda postane moralna krivda tam, kjer se moč ne omejuje sama, namreč vladata nasilje in teror. Pesniki, zakaj poklicani na tem svetu, so zato, da grbijo za tisto zemljo, iz katere lahko zrase v skali širina bivanja in duše, da skrbimo pač lahko edino za to. To pa direktne povezave s politiko nima. In tukaj se vračamo nazaj k Kozbeku in
treba bo spremeniti način pristopa do sveta, prenehati s tem golim, nasilnim, nihilističnim, subjektivističnim obvladovanjem sveta, kličem nazaj k nežnosti. Nežnosti do sveta in s tem nežnosti do bližnjega in daljnega, ne samo živih bitij, ampak vsega, kar tukaj je. Hvala, Milan. Malo te je nekje vmes prekinjalo med citatom. Jaz upam, da se je posnelo drugače. Počasi ponavadi na posnetku potem se ne vidi drugače. Je to ravno pač toliko zagodla ti tehnika, da ti je hotela preprečiti kritiko tehnike. Tako nekako je izgledalo. Kar znam najbrž pove tudi nekaj o času, v katerem živimo. Ampak hvala, seveda Milan Dekleva tebi, seveda Jani Oswald, hvala tudi vam, hvala Kristina Hočevar, hvala Zoltan Dani, hvala, da ste bili gosti na tej, težko rečem temu, okrogli mizi, ker ne sedimo skupaj. Predvsem bi si jaz želel seveda tega za vse tiste, ki nas to gledate, z nekim zamikom, skratka ob tistem datumu, ko bomo mi to objavili, da še vedno velja povabilo na Vilenico. Jaz se veselim, da bom z vsemi sogovorniki, ki jih tukaj danes vidim, da jih bom srečal v živo na Vilenici in da bomo lahko nadaljevali na katero od teh debat in precej lažje in bolje bomo to počeli, jaz mislim, da v živo, kot tukaj na tej daljavi. Predvsem, skratka, velja povabilo, da se nam pridružite na festivalu, pridružite se nam na vseh dogodkih, ki bodo v živo potekali v Ljubljani in na Krasu in tudi drugod. In želim se videti tudi tega, da kakorkoli že pesimistično ali optimistično stopimo ven iz te pandemije, da bo vendarle, da smo se vendarle nekaj naučili iz vsega tega, predvsem pa da tudi, da bo literatura lahko spet zaživela zunaj in med ljudmi v družbi in strinjam se z Milanom, da ne rabimo politične moči, vendar vsekakor mislim, da rabimo vsaj to moč oziroma vsaj to, da spet spreminjamo družbo in svet na bolje. Zoltanu se že temni, tamle odkoder se on javlja, k meni ravno prihaja sonce in ta trenutek bi se jaz še enkrat, se pravi, zahvalil gostom. Mislim, da je pravi trenutek, da se poslovimo. Vidimo se na Vilenici in pa imejte še naprej lep dan ali večer ali kadarkoli nas pač poslušate in gledate. Najlepša hvala.